Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Smo na radiju Sora, dobro jutro, dragi poslušalci in poslušalke. Na današnji ponedeljkov dan Lucija Vrankar je z nami. Lucija, živijo. Dobro jutro, čau. Kako te naj opišem? Po izobrazbi si sicer vzgojiteljica predšolskih otrok, vendar si vse to in še več. To sem delala včasih, največ prek študenta, bila sem tudi Cicibanove urice sem imela, vodila sem, učila angleščino, zdaj pa ta moja diploma malo miruje, oziroma je v moji omari. Potem, ko sem se šolala, sem šla delati za stevardeso 3 leta, sem živela v tujini, Dubaj, potem sem prišla nazaj, sem delala na radiju, potem pa zdaj pa delam kot voditeljica, televizijska voditeljica na prvem programu Televizije Slovenija. Poleg tega si ustvarjala tudi in ustvarjaš na družbenih omrežjih vsebine. Sem kar pozabila, tako ja. Pa še kelnarila si po domačo povedano. Mislim, strežam, pomagam pri teh projektih med poletjem, kam moje cateringi, pri kolegici, pri kolegu, tako da vse, kar pa na veselice hodam leto, to pa tudi. To je pa tudi del službe. Povej mi, v kateri tej vlogi si se najbolj počutila ti kot Lucija, ko si jih ravno kar naštela? Vseh. Vse? Jaz sem tako, če me nekaj zanima, pa če mi je nekaj všeč, jaz grem. Probam, tudi če je izven cone obdobja, jaz vedno pravim, da če kar je izven cone obdobja, pejt probat, še vsem se lahko vrneš nazaj v tisti ritem, tisti ritual, ki si ga imel prej. Tako da vseh. Se mi zdi, da če si dosti sproščen, lahko delaš katerokoli delo, pa si še vedno ti, oziroma uživaš v katerem koli delo delaš. Preko najnega pogovora, ko te bojo spremljali, bodo poslušalci dobili svojo sliko, ampak če takole ocenim na prvi vtis, si res taka pozitivna, polna energije. Od kje jo črpaš? Od kje jo črpam? Kava. Mislim, danes sem spila že 2 kavici, imam mogoče v planu še kakšno, ker je komaj jutro, ampak kava pa sonce pa, ne vem, ljudje okrog mene, no. Jaz sem zelo tak družaben človek, tako da... Tudi vzgoja narava, ne, zagotovo? Ja, definitivno. Mislim, jaz sem odraščala na vasi in vedno je bil neka igra, pa to nikoli ni bilo to noter, vedno je bilo druženje s prijatelji. Torej, moja največja kazen je bila, če nisem smela popoldne po šoli ven na našo hiško, ker smo imeli eno hiško na drevesu, v sosedno vas, no, to je bila moja največja kazen. Tako da se mi zdi, da že tako iz samega otroštva sem bila aktivna, pa komunikativna, pa družabna in mislim, da se je to zdaj sam še širi z vsemi temi dejavnostmi, ki jih imam. Prihajaš torej iz Moravč, odkje pa prihaja tvoja ljubezen do glasbe, predvsem do veselic? Sem mislila, da boš rekla, odkje tvoja ljubezen do Moravč. No, tudi do Moravč. Ker Moravče so res, to je moja vas, no, tam sem gor odraščala, večina moje žlahte oziroma sorodnikov je tam, prijatelji, tudi moja prva študentska služba je bila tam, tako da Moravče so res v mojem srcu zavedno. Ljubezen do glasbe pa mislim, da je s tem povezano, ker itak v klube nisem hodila, do Ljubljane imamo, 35 kilometrov, ker sem študirala v Ljubljani in pa sem itak se vračala domov zaradi študentskega dela in pol kar se je dogajalo oziroma kar se je družili, smo se družili na veselicah. In veselice so res mi bile tako neka vstop v mladostniški svet, tisto neka odgovornost, ko so mi jo starši dali prvič, ko sem šla ven, je bila veselica, izvoli 20 €, ker še nisem delala in pa sem dan prišla z 22, ker sem še 2 € na tleh najdla, ampak tako da po mojem veselica pa to, pri Južen doma ob nedeljah smo imeli vedno domačo glasbo in se mi zdi, da tudi to je nekako mi ustal, da je to neka kultura, nek del naše kulturne dediščine in Med drugimi so tudi Ravbarji, ki jih obožuješ. Tako je. Oziroma prvič slišala za nje? Prvič sem slišala oziroma spoznala sem naprej 2 člana Ravbarjev pri mojem študentskem delu v lokalni pizzeriji v Moravčah pri Jurk in sta tja hodila po pico. In pol smo se malo pogovarjali in to itak smo se na videz spoznali in pol veselice gor dol in pol jaz tako, vidiš sta v Ravbarjih in ona tako, in jaz kako jaz tega nisem vedela, noro. Tako da pol smo ratali zelo dobri prijatelji, tudi ne projektov, ampak tako, objav za družabno omrežje smo skupaj naredili, pa rada jim pomagam, ker če so reši z nazga konca, zakva ne, treba je naše podpirati, pa pol dalje, ne. Tako, odlično. Za začetek bodi to dovolj, kakšne Ravbarje si bova še privoščili v nadaljevanju, velja. Vi pa, dragi poslušalci in poslušalke, ostanite v naši družbi. Lucija Vrankar se bo prebujala z nami do 9. Do 9. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Dobro jutro, spet se prebujamo torej v družbi Lucije Vrankar v naši radijski klepetalnici Na stežaj. Lucija, dobro jutro. Dobro jutro. Po daljšem glasbenem premoru bomo šli sedaj na gledališke odre. Peva. Nastopaš oziroma včeraj si nastopila v Škofji Loki v vaši, lahko rečeva, stand-up komediji Ženske brez filtra. Tako je, že drugič smo bili v Škofji Loki. Kako se torej počutiš v Škofji Loki? Ti je domača?
Moram reči, da naš prvi nastop, torej naša prva predstava je bila na Škofjeloškem odru in jaz sem tako uživala. Res so bili odlična publika in za prvič sploh sem stala na odru kot del neke predstave in sem se res super počutila, tako fajn ljudje, sproščeni, ploskali so, kar je vedno dober znak, ne, tako super. No. Zdaj pa včeraj je bilo pa isto odlično vzdušje. S puncami smo zdaj že tok, moramo omeniti, da poleg mene v predstavi sodeluje še Tina Gorenjak, Desa Muk, Nuška Drašček in pa Tanja Kocman, režiser je pa Ranko Babič, ki ga najbrž vsi poznate, ker je res velik car in ful dobro se zastopimo, s puncami pa sploh. Tako, če primerjam prvo predstavo tukaj, pa zdaj našo, to je že skoraj 70. predstava, ful bolj smo povezane, ful bolj smo sproščene in zdaj res uživam na odru, ker prej je bila še tista grozna trema, da se mi je kar glas tresel, zdaj pa je trema 15 minut preden grem na oder, pol pa kar zgine, izpuhti. Pa je to, da si recimo ustvarjala za YouTube videe, pa da nastopaš na družbenih omrežjih, kaj pripomoglo k nastopu na gledaliških odrih pa deskah? Definitivno se mi zdi, da ja, ampak še vseeno je tam nekako snemaš samega sebe in potem sam sebe ocenjuješ in objaviš, tle pa dejansko takoj vidiš reakcijo ljudi, ne? In kako kaj poveš, kaj poveš. Moram reči, da mi je zelo všeč to. Kot sem že prej povedala, rada sem v družbi, rada vidim reakcije ljudi, rada vidim, kako se ljudje smejijo, ker tudi jaz sem tako, dajmo se imeti fajn, ne, življenje je kratko, dajmo ga izkoristiti to, kar se da, tako da ja, je drugače, ampak po drugem pa mi je pripomoglo mogoče tako mečkan pri samozavesti ali pa vsaj temu nekemu nastopanju, čeprav ne bi rekla, da na videih nastopam, ampak tako no. Ranko Babič, omenila si ga, on ti je v bistvu dal vse te napotke, ne? To ni tvoja avtorska predstava, kar govoriš, tako. Ampak sta napisali torej avtorici Kocmanova in Tina Gorenjak, ja. Povej, a ti je lažje takole nastopati za prvič z drugim materialom, da nisi imela še te vloge avtorice? Ja, definitivno. Moram reči, da sem kar rabila nekaj časa, da sem ponotranila ta material oziroma ta tekst. Mi je pa zelo pisan na kožo, ker govori nekako o tej mladem dekletu, ki še nima fanta, ki išče fanta, ki gre na študentsko izmenjavo, ki pol tam spozna enega tret. Pa tudi Ranko mi je dal res ogromno napotkov, imela sva en kup vaj skupaj, kako se obnašati na odru, kako hoditi, kako nekako ponazoriti, kako je to nek lik. Pa sem si vedno mislila, igralstvo, pa to, pa nehaj, no, pa to bi vsak lahko, ne. Ne vem zakaj, ampak jaz sem res mislila, da bom kar lahko, ne, da bi bila jaz lahko igralka, ampak zdaj vidim, da zelo težko, ker res je veliko dela in veliko enih vaj in tega res ponotranjanja teksta. Dokler nisem teksta znala v nulo, sploh nisem se mogla fokusirati na to, da igram oziroma da pripovedujem zgodbo, ne, sem v bistvu samo razmišljala o tekstu in to ni v redu. Kaj pa tvoje sonastopajoče, so ti tudi one dale kakšne nasvete, glede na to, da so že v bistvu dame s kilometrino? Ja, mislim, jaz sem res vesela pa počaščena, da lahko si delim oder s takimi legendami, dobesedno legendami, ne, Desa Muk, jaz sem brala njene knjige v osnovni šoli, mislim, halo. Ja, ona je bila po mojem na naši osnovni šoli še kot predavateljica oziroma je prišla na nek kulturni dan, ja. Tako in si sploh ne moram predstavljati, mislim, še zdaj se mi zdi, da ne dojamem, da dejansko jaz delam z njimi, da smo neke sodelavke, da smo, lahko rečem že prijateljice, ker res veliko smo skupaj, no. Zdaj v marcu, torej prejšnji mesec, smo imeli 20 predstav, kar pomeni, da smo bile od 30 dni 20 popoldnevov skupaj, ne. Mislim, jaz še doma nisem z družino toliko, kot sem pa z njimi, ne. Ampak ja, veliko napotkov, veliko kako ravnati z mediji, kako se obnašati na odru, kako sprejemati neke odločitve v življenju. Tako, prav, ne samo na poslovnem področju, tudi osebno rast, z osebno rastjo mi pomagajo, no. Tako da super so. Kje boste pa še v nadaljevanju, če so slučajno naši poslušalci in poslušalke zamudili včerajšnji nastop? Ja, če ste zamudili nastop, škoda. To sezono po mojem ne bomo več v Škofji Loki, nažalost, čeprav je ful fajn tukaj pri vas. Tako da naslednja je v Sevnici, 9. aprila, 10. aprila smo Slovenska Bistrica, 13. aprila smo v Žalcu, 21. aprila pa smo v Ljubljani. Potem naprej so tudi še datumi, ampak jih ne bom brala, greste lahko na popup.si pogledati ali pa na Eventimu so tudi vstopnice, tako da se vse da najdete. Tako da vabljeni, lepo vabljeni, je lušten. Glede na to pa, da obožuješ komedijo in pa tudi sarkazem, a bi se slučajno rada v prihodnje preizkusila tudi v stand-upu? Sej to je stand-up, kar mi počnemo, je neke vrste, je predstava, ampak je v bistvu vsaka je 20 minut na odru, nismo nikoli skupaj na odru, razen za poklon, sem sama na odru, ni glasbe, ni scenografije, nič, samo jaz in mikrofon in publika. Da bi pa prav svojo imela,
Mislim, zdaj imam 70 predstav za sabo, pa nam rekla, da obvladam, ne? Tako da po mojem zaenkrat še ne, če sem čisto iskrena. No? Takole v družbi, v neki skupini sama pa bom kar zaenkrat ostala pri vseh ostalih stvareh, ki jih delam. Preizkušaj svoje šale najprej. Tako. Ja. Super. Kot pa si že omenila, si pa tudi preizkusila se v vlogi televizijske voditeljice skupaj z Dejanom Vunjakom v novi zabavno-glasbeni televizijski oddaji. Kako ti je pa pred kamero? Veš, tako bom rekla, v studiu imamo še tam nekje 120 ljudi, ki so publika. Tako da se v bistvu na njih fokusiram bolj kot na same kamere, potem pa ko dejansko moram govoriti v kamero, pa sploh ni tak feeling, da gledaš v kamero, no? vsaj meni. No? Jo odmisliš? Ja, jo odmislim, pač gledam tja, kam moram gledati in se fokusiram na Dejana, pa na to, da bova pravilno napovedala naslednji ansambl pa skupino ali pa karkoli se pač dogaja na našem odru oziroma trgu. In to je to. Kaj ti je pa delalo največ preglavica? Ti je ljubše v bistvu ta del, ko si v studiu, a ti je ljubše, ko greš torej tudi med ljudi, na kmetije, spoznavaš nove ljudi? To je fajn. Ja, ta teren je res lušten. Kot sem že rekla, jaz sem res družaben človek in izbrala ta pravo dekle za terene, ker jaz sem vam toliko fajn. Jaz sem vam toliko fajn na kmetah. Res, to je, kako bi rekla, to so moje ljudje. Tako čisto po domač. Res... Ne vem, ta njihova energija, pripravljenost za delo, pomagati, vedno kaj narežejo, Marija Sveta, vedno kakšna potica dobra, ne vem. Tudi če gremo na 3 konce Slovenije v enem dnevu, pridem dan zmatran, ampak tako napolnjena z neko energijo. No. Ampak ja, drugače pa studio je pa zanimivo iz tega vidika, da vse mora nekako potekati gladko in tudi če kaj ne gre po načrtih, moraš ohraniti tisto energijo, pa tisto vaj, pa veš, da pač, smo zafrkani, nič hudega, gremo naprej, ja. Tako da ja, je kar zanimivo. No. A pa je kar velik zalogaj ohranjati tako pozitivno energijo? Se mi zdi, da če ne bi bila jaz pa Dejan že po naravi taka, ki sva, bi bilo ful težko, tako pa, ne vem, nama kar laufa, no, bolj nama preglavice dela slovenščina, tako da slovnična pravilnost in to se trudva, se učiva, ampak ja. Glede na to, da sta prvič v tej vlogi, ne? Tako. Kako pa je recimo z odzivi, ne? Nekateri tudi niso bili najbolj pozitivni, kako jih sprejemata? Mislim, je to kot nekakšna izhodišna točka, da sta potem še boljša? Ne, jaz vedno tako pravim, ne mora biti vsem vedno vse všeč. Sej tudi meni marsikaj ni všeč, ne bom sicer tega zdaj na glas povedala, bom povedala v krogu svojih najbližjih. Ampak ja, jaz sprejemam, če so kritike konstruktivne, super, z veseljem jih preberem. Vsak ima drugačen okus, tudi verjamem, da ne gledajo si zabavno glasbene oddaje, so kakšne tudi druge oddaje in to. Tako da se učiva in že zdaj, če primerjam prvo oddajo z, ne vem, to 8, ki smo zdaj posneli, je drastična razlika sploh pri nama. Ampak ja, se pravim, z leti se učimo in z izkušnjami in z vsem tem, kar pride zraven. Se tudi, ne vem, ker sem delala v vrtcu, ni bilo najbolj na začetku, ne. Nisem prav mize pobrisala, naprimer, ne je bilo pol stvari po tleh. Ampak se pride z časom. A pa bi se kdaj vrnila, zdaj, ko si ravno omenila vrtec, nazaj v vrtčevske klopi med najmlajše? Ja, jaz sem si rekla, da enkrat bom nazaj šla, ker mi bo vsega dost. Bom enkrat spet vzgojiteljica, ker še vseeno je to moj primaren poklic in res z veseljem delam z otroki in se mi zdi, da je ta poklic res tako nekaj posebenega, ker ti si z njimi skoraj več, kot so starši z njimi, ne še vsem, ko pridejo otroci z vrtca 4 ure, pa grejo spet spat, ne, in potem zjutraj spet v vrtec in ti jih naučiš vse te osnovne funkcije življenja, kako si, ne vem, zavezati čevlje, kako se hraniti, kako skrbeti zase, kako se umiti. Pa mogoče ima nekdo predstavo, da je v vrtcu samo varstvo, ne? To sploh ni varstvo, to je socializacija, jezik razvijajo otroci, kognitivne sposobnosti, pač vse. In se mi zdi to tako pomemben poklic in tako luštan poklic, če si za to. Tako da ja, mogoče na stara leta, ja, tako, na stara leta enkrat bom šla nazaj v vrtec. Po naslednji pa greva še k ostalim tvojim poklicem, sedaj lepa glasbeni premor. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. V tretjem delu se prebujamo na naših Sorinih frekvencah z Lucijo Vrankar, ki nam je prinesla sonce, energijo na to mrzlo jutro. Dobro jutro, dober dan. Leta 2017 si začela objavljati svoje YouTube videe. Lucy Time si znana tudi na Instagramu, pa na TikToku. V bistvu si začela objavljati YouTube videe, da bi tvoj dedi in pa ostali družinski člani ne videli, kje si po svetu. Ja, to je šlo iz čisto osebnega v bistvu
nekako naprej se razvilo v tvoj poklic, ne? Ja, Kot nekega hobija. Veš, kako je bilo? Na začetku sem ful dobila inspiracije od teh youtuberjev iz Amerike, ki so punce objavljale, ne kaj delajo čez dan, ampak tako ti do it yourself, torej naredi sam videe, ne vem kako eno dekoracijo spremeniti še na lepši način. In sem naprej odprla moj YouTube kanal v angleščini. In s tem sem se nekako tudi urila mojo angleščino, hodila sem se dokazati, da zmorem, potem sem se naučila montirati in to začela objavljati. In potem sem začela malo bolj potovati po svetu, to je bilo tako enkrat na let, ne tako vsak mesec, ne, ker še vseeno sem bila študentka za 400 evri na mesec. In pa sem tako, veš kaj, ne da se mi pol razlagati 600 000krat, kako je bilo, ne, dej bom jaz vlog posnemala. To je nek daljši video format, ne, kjer nekako s kamero spremljaš vsak svoj korak na vsakem potovanju in potem to zmontiraš v, 10-minutni video. No in point je bil to, da moj dedi vidi, kako mi gre in kako se imam, in potem, ko sem se preselila v Dubaj, sem še več to počela zato, ker nismo bili toliko na vezi, da je dejansko, da so tudi moji domači, moja žlahta, da so videli kaj se mi dogaja in kako je. In to je zdaj v bistvu že skoraj 2027 bo 10 let od tega, no. Ja. Tako da, Marija sveta. Kako gre hitro. Sem že kar pozabila, da je že to, Kmalu bo obletnica, še 2 leti. Ja. A pa si kdaj pogledal za nazaj, kakšen vlog je, kdaj a sem res to naredila? Na polno mi je bed, ne groza. Tako, že te vlogi v angleščini, koliko je bila moja angleščina takrat polomljena, to je pa noro, res. Pa kakšni videi so to bili, pa kako je bilo to zmontiran, toliko enih napak, pa kar stvari, ki bi jih lahko zdaj videla, da bi jih odrezala, vendar. Ampak ja, spet, to je en proces, tako kot zdaj z voditeljstvom, ki se učiš iz vsakega videa v vsak video. No? Ampak ja, ni mi žal za nič, če bi bilo kaj žal, bi že zbrisala, ampak se zavedam tega, da kar daš na internetu ostane, na internetu tudi če zbrišeš, tako da nekako to. Gorne. Ja, ne bo gorne. Točno to. No, sedaj pa objavljaš v bistvu oziroma upravljaš z družbenimi omrežji drugih podjetij. Tudi. Katere naloge pa upravljaš v tem delu? Če bi morala, recimo, mojemu dediju povedati, kaj obsega to delo? Težko, ker že mojemu dediju težko razložim, kaj obsega to moje delo. V bistvu, zdaj v zadnjih pol leta zelo malo tega počnem, ker nimam iskreno časa, ampak prej sem pa v bistvu, tako bom rekla, zmislim si idejo za nek video, napišem scenarij, grem tja, posnamem ta scenarij, nastopam v tem scenariju, potem to zmontiram in pošljem naročniku oziroma firmi, za katerega je ta video, da potrdijo in potem še to objavim. Tako da to je tako ena, čisto na kratko, kaj počneš iz tega. No. Tako da je. V teh videih sodelujejo tudi recimo ljudje zaposleni v tem podjetju. Tako. Naprimer, za primer lahko dave letališče Ljubljana, torej Fraport, z njimi delamo že 2 leti in so res super, naredimo v bistvu še z eno agencijo v sodelovanju, naredimo scenarije in potem imamo en snemalni dan, ko smo tam, 11 ur in z zaposlenimi tudi posnamemo kakšne informativne videe, kot so naprimer, kaj lahko imaš v ročni prtlagi, kaj lahko sabo vzameš, v tvoji check-in prtlagi, torej ta prtlaga, ki gre spodaj na avion, ali pa čist mogoče smešne videe, da kaj so najbolj random stvari, ki so vas potniki vprašali, pa kdo je bil najbolj slaven na letališču Ljubljana in vsi so rekli, da je bil Luka Dončić, enkrat ne, lepo prosim. Ampak ja, tako. In to je spet delo z ljudmi in to mi ful všeč. Ravno delo z ljudmi, ne? A so zelo taki leseni zaposleni, ki niso navajeni nastopanja pred kamero, jih mora zelo tenstati oziroma tako zmasirati. A veš, kaj bom rekla? Jaz mislim, da je vsak človek za na kamero, samo pač moraš mu dati mečkan spodbude oziroma kako bi rekla, da verjame vase, ampak ja, sej jim pomagam že z tega vidika, da ne gremo kar takoj snemati, pa ne porinam celega scenarija pred njih, ampak povem, kaj bomo delali, razložim, koliko časa bo trajalo, kako da bomo mes ustavili, da ne rabimo zdaj vse povedati točno tako, kaj treba. Potem pa probamo ene par čar tega je, da tudi če se zmotaš, lahko ponoviš, ne? Ni tako, kot na radiju, ko govoriš in pač gre to v eter. Tako da ja. Mislim, zaenkrat z vsemi, ki sem delala, vsi so odlični in vsi so fajni. Tudi zdaj se tako vse razumemo, no, tako da že, ko pridem na letališče, tudi če samo sama letim, da ne pridem delati, ne so tako, Lucy, čau, čau, kje si Igor, naprimer. A pa je ravno to, da si pristna pred kamero oziroma da drugim poveš, da naj bodo pristni tisto, kar gledalce privabi? Se mi zdi, da sproščenost je vedno fajna. Če si ti z nekim, da se ljudje že ob tebi fizično počutijo sproščeni, ko so s tabo, ne? Če se pa to vidi prek kamere, ti kot tretji gledalec, torej zunanji, to čutiš in vidiš, pa itak, da se boš še bolj povezal z vsebino oziroma jo ponotranju in ti je pa to nekako bolj gledljivo, kakor pa nekaj, kar bi bilo zelo resno in
na neki distanci. Ne? No, toliko za konec tega tretjega dela. Za konec se bomo prebujali tudi na letalu, velja? Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Dobro jutro na valovih Radia Sora, na stežaj odpiramo okna na to hladno jutro, uro pa kmalu 9, z nami pa še vedno Lucija Vrankar, živijo. Dobro jutro. Takole povej mi, koliko jutr si doživela na letalu, ko si delala od leta 2019 pri družbi Emirates v Dubaju? Marička sveta, delala sem od 2019 do 2022, torej 3 leta. Joj, ne vem, a veš, po mojem sem doživela več sončnih zahodov in jutr skupaj v enem letu, ker veš, kako je to? To je res tako zanimivo. Ne vem, grem na letalo ob 7 zvečer v Dubaju, ne, vidim sončni zahod in potem letimo celo noč in ob 7 zjutraj pristanemo v New Yorku. In v bistvu v eni službi vidim in sončni vzhod in sončni zahod. Ne? Tako da ne vem, nikoli sem štela, tako da kar dost. A pa imate čas takole malo opazovati med samo vožnjo oziroma letenjem, letom? Imam čas opazovati potnike, to imam definitivno čas, da bi pa gledala skozi okno, to pa žal redko. Ja. Vem pa, spomnim se, enkrat smo leteli čez Egipt in sem čisto slučajno pogledala dol in veš, da se vidijo piramide. Res, iz 11,000 km višine, na kateri letimo, to je 38,000 fitov, oziroma tam nek 36 do 38,000. Ja, so se videle piramide in sem bila res prav tako, sploh ni toliko visok, tako kot misliš, da je visok. Ampak ja, nimaš časa gledati skozi okna, sploh ne. Prišla si v bistvu sploh do družbe Emirates prek mariborske, ne lahko temu rečejo, kot nekakšne audicije. Ja, Open Day je bil, torej dan odprtih vrat. Imeli so ga takrat v Mariboru, zdaj vem, da ga tudi imajo v Ljubljani, mislim, da v enem hotelu, ne vem točno, v Kermu, ampak se spreminjajo te lokacije. Takrat so objavili na spletno stran, da bo Open Day in jaz sem ta članek videla, ker ga mislim, da ena slovenska medijska hiša povzela, ne vem točno, kjera iskreno. In pa sem rekla, dej, zakaj pa ne bi šla probati? Če ne drugega, da vidim, kakšen je intervju v angleščini, ker nikoli še nisem, takrat sem bila še študentka, nisem imela službe tako redne, sploh nikoli še nisem bila na intervjuju, tudi tista služba, ki sem jo delala, je bilo zato, ker sem bila iz tiste vasine, v tisti pizzeriji, pač kakšen intervju, ne. A boš delala, ja bom, ok, pa tle, v sredo delaš in plavaš. Tako, naša si, ja. In potem sem šla in po 3 krogih vprašanj in nalog in nekih, kako bi rekla, intervjujčkov, nas je ostalo 10 in na to od teh 10 smo dobili vsak svoj termin za videoklic, torej kakor en Skype intervju. Čez en teden sem imela ta Skype intervju in potem po, 2 tednih, se prav spomnim 24. junija 2019 so me klicali, lih delala sem v tej pizzeriji. Živa Lucija, this is your golden call, to je tvoj zlati klic in dobila si službo v Dubaju, se lahko preseliš čez 2 tedna. Wow. In sem bila jaz tako, pa ste normalni, čez 2 tedna ne diplomirati moram, posloviti se moram, pač ni šans. In so mi dali pol 4 mesece, da sem vse zaključila šolo in se poslovila. Tako da sem v bistvu diplomirala in čez en teden sem se selila v Dubaj. Aha, zanimivo, da so bili tako prilagodljivi, ne? Ja, da so rekli, če ne moreš čez 14 dni, potem pa takrat so še bili, ker to je bilo pred korono in v bistvu se jim ni mudil toliko s tem, da dobijo toliko ljudi. Zdaj sem pa slišala, da ti dajo 3 tedne in če ne sprejmeš, pač še ne priješ po 3 tednih, ti pač odklonijo službo in ponudijo nekomu drugemu. Ker pa zdaj rabijo toliko kadra, ne. Kako si se pa znašla, recimo, si imela dovolj priprav ali si bila res potisnjena v vodo, tako kot recimo v pizzeriji? A veš, kaj bom rekla? Tako je, ko prideš, imaš 8 tednov usposabljanja in si 8 tednov na tleh in imajo oni prav svoj faks. In noter imaš simulatorje letal in prav cela letalska kabina, ki se premika na hidravliki in to, plus teoretičnega dela je bilo 5 tednov in vsak teden imaš 2 izpita in ne moreš napredovati v naslednji teden, če ne narediš vseh izpitov. Tako da je bilo kar stresno, dali so nam tako buklo, tako res po mojem 20 cm debelo in celo smo predelali v 5 tednih, sploh ne moram reči, da je to možno bilo. In pol, veš kako bom rekla, si potisnjen, ampak se moraš znajdeti, ker nimaš izbere. Tako, tudi nimaš nekaj časa, da ti tvoji sodelavci pomagajo, ker imajo oni toliko dela, res točno imajo zračunan, koliko en naredi. Tako da ja, sem kar plavala, ampak po enem mestu sem se hitro privadila. Tako, rekla si, da zelo rada dela z ljudmi, ne? To je na letalu v bistvu, če si stevard ali stevardesa, glavna stvar, ki jo moraš obvladati. Ampak povej mi, prosim, kako zahtevni pa smo ljudje na letalih? A se prelevimo v čisto druge ljudi? Jaz bom rekla tako, odvisno od destinacije, osebe in pa iz kje prihajamo. Tako bom rekla, no, ne bom povedala, katero poreklo so najbolj zahtevni ljudje, ampak
ampak ja, imajo vsi svoje zdrahe, svoje zahteve in ne, lej, jaz bom tako rekla, če si prijazen, pa če znaš nekako delati z ljudmi, lahko zrihtaš vse, je pa zelo naporno. No? Tudi moraš razumeti, da si ti utrujen. Ljudje so posebni, ampak lej, sej to je do vsakemu poklicu. Je tako. So pa zagotovo tudi lepi trenutki, ne? Ja, definitivno. Ja, a ti ostal kakšen takšen spomin, kjer si, ne vem, se povezala s potnikom? Ne bom pozabila, itak, ker sem vzgojiteljica, veliko otrok smo imeli na letalu, ponavadi je bilo na enem letalu, ne vem, 10 dojenčkov. In jaz sem pa vedno, takrat, ko smo postregali vse, ko smo imeli tisti malo vmes frej, če nisi šel odgovarjati na te callbelle oziroma klice potnikov, sem šla tako po kabini in sem videla, če je bila kakšna mamica z dojenčkom, sem rekla, ga lahko malo krog nese. In on tako, ja, seveda, prosim, vzem tega, ne. In sem šla malo okoli in vem, da sem imela enega tam malo tako pol ure pa se po naročju, da je mami malo zaspala in potem pridem nazaj in je bila toliko vesela in toliko navdušena, da mi je dala njeno zapestenco v zahvalo, tako eno tako izperlit zapestenco pač. In jaz sem kar tako, valjda ne bom vzela, ne, v redu je, ne, gospa. In on tako, ne, prosim, vzemite, ful, hvala. In sem tako, kako lepo, a veš, tako prav neki... Ti pogreje, ne? Ja, tako res zanimivo, no. Povej mi za konec, če zdaj, ko nisi več stevardesa, kakšen je tvoj odnos, ko recimo letiš do stevardes, vedno jim prineseš nekakšno šatkarijo? Ja, to ful spodbujam, tako da za vse tiste, ki boste potovali v kratkem ali pa imate namen, dejte kupiti, ne vem, ene šokobonse, pa ene kinder čokoladice, že kar doma v trgovini ne rabite na letališču, pa lahko sabo prinesete, ker bo veliko ceneje, kakor pa če kupite na letališču. In ko pridete na letalo, lahko date takoj stevardom in stevardesam in rečete, to je pa za vas, ker ne vem, ker vem, da tale služba ni tako lahka in potem grem stavt, da vas bojo vprašali, kaj je številka vašega sedeža in rečete, ne vem, 45 alfa in potem ne garantiram, ampak velikrat se zgodi, da vas večkrat pridejo pogledati, če ste v redu vprašati, kaj mogoče celo kakšno sladkarijo za ston dobite ali pa kakšen šampanček, vodo, sploh na teh nizkocenovcih, kaj tak nič ne dajo, ne, od sebe. Ampak ja, pa velikrat se rada pogovarjam pa z njimi, pač tako, sploh če je dolg let, da malo dobim feelinga spet, kako je in pa se rečem, se res tako je, ja. Pa te prime, da bi šla nazaj spet? Mislim, jaz bi takoj delala kot stevardesa, če bi imeli slovensko letalsko družbo še vedno, pa če bi lahko živela v Sloveniji. No. Tudi po mojem, če bi bila Adria še vedno, če bi jaz dala odpoved pri Emiratih, torej pri Emiratesu, bi šla takoj se probala zaposliti v Adrii. No, sploh ne bi imela tega stand-upa, ne bi bila voditeljica, jaz bi bila še vedno stevardesa. Ampak ti je pa nekako primarni cilj, da ostaneš tu v Sloveniji, v Moravčah. Ja, definitivno. Mislim, ne vem, če jih točno v Moravčah, a ne tam, kam me bo pot zanesla, tam, kam bomo dobili za bajto zidat, ne. Ampak tako bom rekla, vzgajati otroke v slovenski kulturi, pa ohranjati naše običaje, kot je naprimer, ne vem, Velika noč, ki bo zdaj prišla, ali pa prvomajski prazniki, pa to, ta slovenska sproščenost, pa to druženje, ne vem, po garažah, pa ko se zbere družina za rojstni dan, pa ko se ofera, ne vem, mi imamo še vedno to navado, da se gre pred godom en dan zbijati zvečer. Ne vem, mene je to toliko manjkalo, ker sem bila v tujini in zdaj to še toliko bolj cenim. No. Je pa res, da spet prihajam z vasi in mogoče je to toliko bolj povezan dejansko z mano, z našo družino. Tako da ja, no, Slovenija. Si pa zagotovo nenavajena tudi lažje sprejemati ostale, glede na to, da si bila skoraj 3 leta. Ja. Mislim, jaz bom tako rekla, čisto en primer, ne vem, muslimanska kultura, ne. Jaz sem imela ful predsodkov, tako iz medijev teh nekih, ne vem, kako bi rekla, ampak tako nek strah pred vsem to in potem, ko sem se preselila v arabsko državo, kjer prevladuje muslimanska kultura in ta vera, potem vidiš, da so v bistvu isti kami. Vsi imajo čustva, vsi so ljudje, vsi imajo dobre, slabe trenutke. Tako res, kar se tiče pa tega, isto budisti, isto, ne vem, bila sem na Tajskem en let nazaj dobesedno. 3 tedne, tudi njihova kultura mi je fenomenalna, res tukaj, ko so prijazni. Tako da ja. Še za konec najljubša destinacija letenja? Marija sveta, zdaj smo pa dobila. Mesto, bom rekla New York, ker to je pa res tako, ko si predstavljaš mesto, je to mesto, ker sem se preselila v Dubaj, sem mislila, da je to mesto in pa sem bila kar malo razočarana, veš, ker tako, sploh ni toliko stolpnic, ki bi mislila, da jih je, ne, in pa priješ v New York, to je pa tako res za it, tako da če imate možnost pejte v New York, pravijo, da ali ti je všeč ali pa ga sovražaš, potem pa bila sem zelo presenečena tudi na Novo Zelandijo, toliko zelena dežela, jaz še nisem videla, res pa je Slovenija zelena, ampak ti se pa kar ena druga barve zelena, res noro, kaj ni telebajska, dežela telebajska, res, čistko, tako taki hribčki in dolince so, tako res noro.
Tako da ja, te dve. Te dve. No, odlično. Sedaj lepa, ker se približujeva že 9, pa te bom Lucija pustila, da odletiš še po Sloveniji. Ja. Kam greš zdaj, ko boste snimali novo oddajo, če samo še takole na hitro namigneš, v katere konce te bo zaneslo? Ja, zdaj se vračamo nazaj k našim drugima polfinalistoma. Ne moram razkriti točno, kdo je še, zato ker ne smem tega povedati. Ja, se pustimo presenetiti. V glavnem, srečno na vseh tvojih poteh, Lucija, in hvala, ker si prišla to jutro k nam. Hvala za povabilo, super je bilo. Super, živijo. Na stežaj Radijska klepetalnica na Radiu Sora.